Najprej bi želel zelo jasno sporočiti, da bo vlada oziroma že pripravlja 8. protikoronski paket, torej interventni zakon za pomoč gospodarstvu. Tokrat je glavni fokus pomagati gospodarstvu, da še ob tem dodatnem pritisku korona epidemije lažje zdrži in prebrodi ta težek čas do konca pandemije. 8. protikoronski paket, ki ga bom koordiniral sam z ekipo Ministrstva za delo, bo prinesel 2 glavni rešitvi. In sicer v prvi vrsti čakanje na delo doma tudi po 31. januarju 2021. Ta ukrep je zelo pomemben, kajti mnogim podjetjem, ki nimajo dela, ki ne morejo zagotavljati dela svojim delavcem, pomaga ohraniti zelo dragocena delovna mesta za to, da bodo lahko svoj delovni proces ali pa storitveni proces, storitvene dejavnosti hitreje zagnali takrat, ko bo epidemije konec oziroma ko bodo tudi vse dejavnosti ponovno odprte. Drugi ključni ukrep za pomoč gospodarstvu pa bo refundacija oziroma subvencija dviga minimalne plače. Kot veste, po zakonu o minimalni plači se bo leta z 31.1. povečala. Kot minister za delo bom še imel posvet s socialnimi partnerji, da jih obvestim in da se dogovorimo o predvideni višini dviga. Vlada pa je že sporočila in ponovno tu sporočam tudi v imenu Nove Slovenije, da bomo gospodarstvu pomagali nositi to breme dviga minimalne plače, kajti pomembno je, da slišimo tukaj vse strani. Kot minister za delo seveda ne smem spregledati na eni strani zaposlenih, ki si zaslužijo za pošteno delo dostojno plačilo. In neto plače v Sloveniji so prenizke. Na drugi strani moram in ne smem spregledati tudi delodajalcev. Velika bremena nosijo, da še posebej v tem težkem času zagotavljajo zadostno delo in posledično tudi plačilo svojim zaposlenim. Oni bodo gotovo nosili tisti težji del tega dviga minimalne plače. Ravno zaradi tega tudi Nova Slovenija podpira pomoč delodajalcem, da se lažje prebrodi ta dvig. To je lahko interventna rešitev, torej subvencijo, lahko interventno pomagamo gospodarstvu. Imamo pa v Novi Sloveniji tudi jasen predlog, ki ga je naš predsednik, gospod Matej Tonin, že predstavil, da se v naslednji fazi, torej že kratkoročno, srednjeročno, vse plače davčno razbremeni. S tem bi neto plače povišali, ljudem bi ostalo več, hkrati pa gospodarstvo, delodajalci ne bi bili dodatno obremenjeni zaradi višjih plač. Mislimo, v Novi Sloveniji menimo, da je to najboljša, pravična in solidarna rešitev tega področja. Ključni cilj Nove Slovenije v tej koaliciji in sedaj v teh težkih razmerah je obdržati gospodarsko aktivnost in zagotoviti pogoje za zagon nove rasti, za hiter odboj po korona času. Sistemsko pa moramo in v Novi Sloveniji že delamo in bomo naredili vse, moramo poskrbeti za izboljšanje poslovnega okolja. Bistveno nalogo imamo, da preštevilne mlade talente, ki nam zdaj v velikem številu žal odhajajo v tujino in se tam razvijajo. Leta 2019 jih je Slovenijo zapustilo okoli 3000, kar je izjemno velika številka. Te mlade talente želimo v Novi Sloveniji zadržati doma, da se razvijajo pri nas in da tudi svoje talente, svoje znanja potem dajo na razpolago tukaj, da bo Slovenija bolj uspešna in povezana država.